Dobro, vsem prav lep pozdrav na današnji tiskovni konferenci ob obisku poslanske skupine Slovenske demokratske stranke v Gorenjski pokrajini. Za nami je že zdaj delovni posvet poslanske skupine, zakaj je Slovenija še vedno v krizi. Pred nami pa je obisk večjih skupin na terenu, kajti cilj in namen tega našega obiska je dvojen. Po eni strani, da ljudi iz prve roke seznanimo z dogajanjem v slovenskem parlamentu, pa tudi s našimi načrti, zlasti seveda z vsem tistim, kar želimo uresničiti po zmagi na volitvah. Po drugi strani pa je naš cilj tudi, da zberemo informacije na terenu, predvsem pa, da zberemo tiste predloge ljudi, njihove želje, pričakovanja, ki jih lahko potem uresničimo pri svojem delu v Državnem zboru Republike Slovenije in to svoje delo seveda vzemljamo zelo resno. Vse, kar je danes na teh tribunah ali pa ob srečanjih dano v obliki uresničljivih predlogov in je z delovnega področja parlamenta, se zabeleži, se ljudi zadolži in bo seveda tudi v obliki vprašanj, pobud ali na druge ustrezne načine posredovano, tako da bi se čim prej uresničilo. Ob upoštevanju dejstva, da je Slovenska demokratska stranka do volitev v opoziciji in da seveda nima tistih vzvodov, da bi lahko stvari neposredno uresničevala. Po zmagi na volitvah pričakujemo, da bo vse drugače in da bomo lahko prevzeli odgovornost za vodenje Slovenije, potem pa bo tudi uresničevanje načrtov, želja in pričakovanj ljudi bistveno lažje in bolj uspešno. Zdaj, kot rečeno, za nami je že delovni posvet poslanske skupine in na kratko bi predstavil sklepe, ki smo jih sprejeli, pa tudi nekatere obrazložil. Za tem bom predal besedo magistru Marku Pogačniku, prav tako poslancu Slovenske, ki me bo še dopolnil. Na to pa dobi, se veste, na koncu Vežla Poč, besedo gospa Romana Tomc, ki je tudi članica poslanske skupine SDS in hkrati kandidatka za evropsko poslanko na volitvah 25. maja. Zdaj, ko gre za te sklepe, so odraz realne situacije v Sloveniji in pa predvsem na Gorenjskem, kajti Gorenjska ima nekatere posebnosti, je sorazmerno dolga, s pestro infrastrukturo, po drugi strani pa meji na dve sosednji državi, v času, ko same fizične meje, pravzaprav v tej obliki, kot smo bili nekoč navajeni že zdavnje in več, smo članica Schengena, smo članica Evropske unije in seveda smo članica evra. Vseh teh meja, kot rečeno, ni več in zato se marsikaj danes oblikuje drugače in doživlja drugače tudi v poslovnem svetu, kot je bilo to poprej. Zaradi tega poslanska skupina SDS najprej poudarja, da zaradi gospodarsko-finančne situacije in neučinkovite vladne politike postalo gospodarsko nazadovanje Gorenjske izjemno hud problem, ki ga še poslabšuje do sorazmerno hitra selitev gorenjskih podjetij na avstrijsko Koroško. Zato poslanska skupina SDS posebej poziva vlado Republike Slovenije, da razbremeni podjetnike, da odstrani prenormiranost in druge birokratske ovire za razvoj podjetništva, ter izenači pogoje za podjetnike na Gorenjskem s tistimi, ki veljajo na avstrijskem Koroškem. Kot veste, tam poznajo 5-letni moratorij pri plačevanju davkov za novo ustanovljena podjetja, imajo bistveno večjo finančno disciplino, kar je eden od najhujših problemov, s katerim se soočajo slovenski podjetniki, še posebej na Gorenjskem, zlasti v povezavi s neučinkovitim pravosodnim sistemom, imajo učinkovit bančni sistem, ki dobro deluje in imajo mnogo nižje cene nepremičnin, ki jih še dodatno z različnimi vzvodi in mehanizmi stimulira pač avstrijska država ali pa pač pokrajinska vlada na Koroškem. Zdaj, s tem v zvezi poslanska skupina SDS posebej opozarja na nesprejemljivo in razvojno škodljivo davčno in trošarinsko politiko Republike Slovenije, zaradi katere se na Gorenjskem zapira vse več delovnih mest.
Poslanska skupina SDS zato poziva vlado Republike Slovenije, da vzpostavi razvojno naravnano davčno in trošarinsko politiko, ki bo stimulirala odpiranje novih visokoproduktivnih delovnih mest. O tem bo zagotovo več rekel še moj kolega Pogačnik. Bi pa k temu dodal še nekaj. Mnoge ovire, ki jih je postavila sedanja vlada tranzicijske levice pod vodstvom Alenke Bratušek, so tu take narave, da morda tukaj niso na prvi pogled zavzeti, ampak so za Gorenjsko še tako pomembni. Naj pomeni dvojno obdavčitev tistih, ki so dnevni migranti in se z Gorenjske vozijo na delo, zlasti v sosedno Avstrijo, na Koroško, kar postaja vse večji problem. S to dodatno obdavčitvijo so v bistvu destimulirali te ljudi in marsikdo od njih se bo morda zdaj odločil na mesto, da bi nadaljeval delo, bo pač ostal brez službe in bo dodatno bremenil slovenski proračun, ker je seveda do konca kratkovidna in v tem posebej poudarjam tudi protievropska politika. Kajti Evropska komisija se je posebej odločila 2 meseca nazaj, da bo pozela pod drobnogled vse tiste vlade, ki so uvedle to dvojno obdavčevanje in da bo zahtevala, da se to odpravi. Kajti kot rečeno, smo člani Evropske unije, kar prinaša v danem primeru tudi določene prednosti za dnevne migrante, to se pravi, da so obdavčeni samo enkrat in to na tisti način, ki je zanje bolj ugoden. Ob tem pa je vlada Alenke Bratušek še nekaj dodatno obremenila, o čemer se sorazmerno malo govori. Naj omenim samo vprašanje predornine in pa stroškov poti, ko grejo dnevno na 300 Koroško. Verjetno veste, da so bile pred kratkim na slovensko zahtevo, čeprav so prvotno govorili ravno nasprotno, na slovensko zahtevo ukinjene tiste 10-kratne karte s večkratno veljavnostjo in da je bila namesto tega uveljavljena samo bistveno dražja letna karta, v enem pa dodatno podražena predornina. Dejansko, da ne bom predolg, se je s tem strošek za tiste, ki se vsak dan vozijo čez predor, povečal za več kot 2-krat, po nekaterih izračunih celo za 3-krat. Tudi to je dodatna obremenitev teh ljudi in je ravno tako zagotovo z vidika Slovenije kratkoročno izrazito kratkovidno početje. Kajti, kot rečeno, tisti, ki zaradi tega potem opustijo delo v Avstriji, dodatno bremenijo vrste na Slovenskem zavodu za zaposlovanje, kajti strošek gre potem tisti državi, kjer ima rezident stalno prebivališče. Urejena infrastruktura je predpogoj za hitrejši gospodarski razvoj in odpiranje novih delovnih mest, zato poslanska skupina SDS poziva vlado Republike Slovenije k uresničitvi tistih programov na področju infrastrukture, za katere so že zagotovljeni vsi formalni pogoji. Naj ob tem opozorim, da je posebej poslanska skupina SDS pozvala tudi vlado Republike Slovenije k sprostitvi kohezijskih sredstev za ključne programe na Gorenjskem, naj omenim tukaj Gorki, pa še nekatere druge programe, ki se financirajo z evropskih sredstev, pri čemer opozarja na pogodbene obveznosti vlade Republike Slovenije, da nemudoma zagotovi svoj delež sredstev za že odobrene programe, za katere so tudi že podpisane pogodbe. To, kar se zdaj dogaja, da občine, tudi ta, v kateri smo, Naklo, pa enako je v Kranju, Šenčurju in tako naprej, iz svojih lastnih sredstev financirajo tisto, kar je obveznost države, država pa se je k izpolnjevanju teh svojih obveznosti zavezala s podpisom pogodb, je popolnoma nesprejemljivo. To je direktna kršitev pravnega reda Republike Slovenije in preprosto ne razumem, kako se lahko to dogaja. Tudi moram reči, da zelo težko razumem gospod Alenko Bratušek, ki je iz Kranja, da dovoljuje, da se na Gorenjskem dogajajo stvari na tak način. Očitno so denar preusmerili nekam drugam, najbolj verjetno v Ljubljano, in sedaj imajo težave pri zagotavljanju svojega deleža. Ampak obenem tista vlada, ki se prekomerno zadolžuje čez vse razumne meje, ki je zadolžila zdaj že 4 generacije, ki je dosegla absurdno visok nivo zadolžitve Slovenije, to je 28,8 milijarde evrov, 20 milijard od tega odpade na zadnji 2 vladi tranzicijske levice, to sta vlada Alenke Bratušek pa Boruta Pahorja. Tista vlada ne zagotovi v danem primeru teh približno
55 oziroma 60 milijonov, če vse seštejem, evropskih sredstev oziroma svojega kritja tega deleža teh sredstev za izpolnitev pogodbenih obveznosti. Preprosto moram reči, da tega ne razumem in zato v poslanski skupini izrecno pozivamo, naj se te pogodbene obveznosti spoštuje. Tukaj gre tudi za postavljanje pogojev, ki bodo v korist slovenskega podjetništva in pa razvoja tega dela Slovenije v celoti. In ob tem spomnim, da je bila Gorenjska do druge svetovne vojne 3-krat bolj razvita kot sosedna Avstrija in daleč najbolj razviti del Slovenije. Potem je sledil socializem in danes žal Gorenjska ne dosega niti več slovenskega povprečja. In gre za to, da se tisti proces, ki smo mu vedno rekli, da Sava teče na jug, sedaj obrne. Gorenjska potrebuje sredstva, potrebuje nov zagon, potrebuje svojo univerzo, potrebuje vse tisto, da sama upravlja s svojimi viri, da bo ponovno dosegla tiste svoje razvojne potenciale, ki jih brez dvoma ima. Zato tudi poslanska skupina SDS opozarja Vlado Republike Slovenije, da še vedno ni poskrbela za sanacijo škode po naravnih ujmah, ki so v zadnjih letih prizadele Gorenjsko, in jo zato poziva, da pospeši sanacijo škode na prizadetih območjih in ukrene vse potrebno, da do takih posledic, naprimer zaradi neurejene poplavne varnosti in tako naprej, ne bo več prišlo. In na koncu, povezano s tem, kar sem ravno kar omenil, poslanska skupina SDS odločno nasprotuje vsem poskusom nadaljnje centralizacije Slovenije in poudarja pomen krepitve lokalnih skupnosti, torej občin, ter uveljavljanja pokrajin za zagotovitev enakomernega in trajnostnega razvoja Republike Slovenije. Jaz mislim, da je kolega magister Grims povzel vse ključne sklepe, ki jih je danes sprejela poslanska skupina SDS, ki nadaljuje z regijskimi obiski. Sam osebno ocenjujem, da so te regijske obiski po posameznih pokrajinah zelo pomembni, kajti za poslansko skupino SDS in pa za stranko SDS je izrazitega pomena, da vidimo, kje so lokalni problemi, s kakšnimi problemi se srečujejo ljudi in pa seveda, da potem v nadaljnjem koraku poskušamo z svojim vlastnim programom, ki ga imamo, vso to problematiko dejansko tudi izničiti. Ocenjujem osebno, da je Gorenjska regija zelo pomembna, da je na Gorenjski regiji neizkoriščen potencial, ki ga ima. Vse to pa so verjetno tudi posledice, neustrezne politike, predvsem politike vlade Alenke Bratušek, ki je v obdobju malo več kot enega leta enormno zabožila vse državljanke in državljane Republike Slovenije. Dejansko se bomo te vlade spominjali po vladi, ki je dejansko samo obremenjevala gospodarstvo in pa zviševala davke. Pomembno je tudi, da je ta vlada sprejela neustrezno trošarinsko politiko, ki je izrazito negativna predvsem za Gorenjsko regijo. Vemo, da Gorenjska regija meji na Republiko Avstrijo in da dejansko z neustrezno trošarinsko politiko na eni strani obremenjujemo državljanke in državljane Republike Slovenije, na drugi strani pa znižujemo potrošnjo in pa si zmanjšujemo potencial, da bi avstrijski državljani hodili v Slovenijo na bencinske črpalke, uporabljali slovenske storitve, tako kot je nekdaj že bilo. Pomembno dejstvo je, da preko Slovenije iz te krize lahko izvlečemo samo z prijazno davčno in pa trošarinsko politiko, predvsem pa z novimi investicijami, ki bi spodbujale odpiranje novih delovnih mest. Ob koncu bi samo še rad poudaril, da me preseneča izrazito negativno mnenje do Evropske unije, ki ga poskušajo v zadnjem obdobju plasirati slovenski mediji. Jaz osebno sem prepričan, da Evropska unija ni upravljala z slovenskimi bankami, Evropska unija ni upravljala z slovenskimi podjetji in Evropska unija ne upravlja z slovenskimi sodišči in pa Evropska unija ni zadolžila Slovenije. Jaz mislim, da nismo izkoristili tega potencijala. Pomembno je, da pogledamo za 10 let nazaj, kje smo naredili tiste napake in da poskušamo v naslednjih 10 letih
izkoristiti vse tisti potencial, ki ga nam tudi Evropska unija ponuja. Jaz sem prepričan, da naslednje volitve bodo pokazale in da bo prevladal razum, da bodo ljudje šli na volitve in dali glas tistemu, ki ima ustrezen program in tisti, ki je v preteklosti za državo že nekaj naredil. In jaz sem prepričan, da je to edino Slovenska demokratska stranka. Hvala lepa za besedo. Slovenija kot celota ni v zavidljivem položaju. Ta regija, v kateri se danes nahajamo na poslanskem obisku, Gorenjska regija, pa seveda deli usodo Slovenije. Ampak pred 10 leti smo se Evropski uniji pridružili zato, da nam bo šlo bolje, da bomo skupaj z Evropsko unijo delili njihove vrednote, da bomo skupaj z Evropsko unijo delili tudi ekonomske prednosti, ki izhajajo iz takšnega povezovanja. Kot je že kolega Marko ugotovil, v teh 10 letih nismo uspeli izkoristiti tega potenciala, ki nam ga je Evropska unija dejala, celo več. V zadnjem času smo priča temu, da se marsikdo v naši sredini oziroma okoli nas ozira za nekimi drugimi časi iz preteklosti in nekako vzbuja to nostalgijo po nekih časih, ki jih nikoli več ne bo. Slovenija mora gledati naprej, ljudje, ki tukaj živimo, moramo gledati naprej in se moramo seveda vsi skupaj truditi, da bomo se priključili najboljšim. Iz tega vidika Evropska unija in države znotraj nje so tiste, ki so nam lahko za vzgled. Tudi drugi so bili v gospodarski krizi, tudi drugi so bili deležni negativnih posledic, ki jih je ta finančna svetovna kriza prinesla, pa vendarle so uspeli že pred leti iziti iz te krize vsaj večina izmed njih. Poslušamo lahko vsak dan tudi, kako tiste države, ki so bile deležne celo pomoči trojke, izhajajo iz tega svojega slabega položaja in se jim napoveduje večja gospodarska rast. Slovenija žal ostaja na repu. Narediti bomo morali marsikaj več od tega, da se bomo zadolževali po relativno visokih obrestnih merah, vsaj če gledamo primerjalno z našimi sosedami, in veliko več od tega, da dvigujemo davke, da bomo ujeli korak s tistimi, ki so bolj razviti. Zadolževanje na zalogo, kar je vlada Alenke Bratušek počela v tem letu oziroma v preteklem letu, povzbuja neko lažno upanje v slovenskem prostoru, da nam je pravzaprav bolje, kakor nam je. In dokler si ne bomo priznali, v kakšni realni situaciji pravzaprav smo, dokler ne bomo spoznali, da seveda v boljši položaj Slovenije, s tem pa seveda predvsem ljudi, ki tukaj živimo, vodi gospodarstvo, ki edino ustvarja nova delovna mesta, se ljudje lahko zaposlujejo in potem seveda dobivajo ustrezno plačilo za ustrezno delo in ta denar, ki ga zaslužijo, tudi trošijo. To bo seveda pognalo Slovenijo naprej, dokler pa ne bomo sposobni pogledati se v gledalo in priznati tega, da nam pravzaprav gre izjemno slabo in da bo treba narediti korenite spremembe v našem razmišljanju in se na novo vprašati, ali je naš vrednostni sistem postavljen pravilno, potem seveda nimamo velikih možnosti, da nam bo v kratkem času drugače. Jaz bi samo še ob koncu spomnila na to, kar sta že sicer moja dva kolega oba opozorila, da je Slovenska demokratska stranka pripravila alternativni vladni program, v katerem je predstavila svoje poglede na to, kako vidi izhod iz krize, zelo podrobno po posameznih področjih, tako da seveda mi nismo samo tisti, ki opozarjamo na to, da je situacija težka, ki opozarjamo na to, da problemi so in da jih bomo morali začeti reševati čim prej, ampak mi smo tudi tisti, ki ponujamo rešitve. Te rešitve so izkusile in preizkusile že mnoge države okoli nas in te rešitve so dajale rezultate.
Zato seveda ne dvomimo, da bo ob takšnih gospodarskih ukrepih, pa tudi ukrepih na socialnem področju, kot predlaga Slovenska demokratska stranka, tudi na slovenskem prostoru prišlo do bistvenih sprememb na bolje. Hvala lepa.